Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. O psičku, ki je porabil vse svoje hov-hove. Nekoč je živel psiček, ki je zavzeto lajal. Ker ga je lajanje navduševalo, je lajal pogosto in glasno. Zelo pogosto in zelo glasno. Tiho je bil samo takrat, ko je spal, in takrat, ko je sveže okopan, zavit v toplo brisačo, dremal na kavču in čakal, da se mu osuši dlaka. Lajanje z vlažno dlako namreč škoduje splošnemu pasjemu zdravju. Da ne pozabim povedati, tudi ime je imel, samo da ga skoraj ne bi slišali, med vsem tistim renčanjem in bevskanjem, ki je odmevalo od sten. Ime mu je bilo Boksi. Boksi je lajal za dva, vsaj za dva. Če je prišel poštar, je lajal takole. Če je kateri od članov družine stopil do nabiralnika, je šel Boksi z njim, da se prepriča, ali je poštar v resnici odnesel pete. Odpeljal pete pravzaprav, kajti poštar se je vozil z mopedom. Če je šlo za dostavo knjige ali paketa, kar traja nekoliko dlje, so Boksija zaprli v kuhinjo. Vendar so njegova ostra, kosmata ušesa še vedno razločila zvok poštarjevega mopeda in govorico. Zato je lajal in renčal, dokler paketa niso prinesli v kuhinjo. Bevsk, pa spet. No, saj vam je jasno. Če je pri vratih pozvonil sosedov Žan, ki se je hotel igrati z Boksijevim melom, se je lajanje stopnjevalo od tišjega k glasnejšemu. In če fanta psička nista vzela s seboj na travnik ali k potoku, je ogorčeno odmevalo skozi priprta okna še vsaj 1/4 ure. Boksi je lajal tudi, ko so prišli obiski in ko so odhajali, ko je sosedov mulec desno vadil klarinet in ko je na levi strani sosedova mula vadila violino, ko je mama od mulca s klarinetom med kuhanjem prepevala ob radijskem sprejemniku, ko je oče violinske mule kosil travo. Lajal je za praznike na Božička, sumljiv tip v rdečem, in dedka Mraza, sumljiv tip v belem. Lajal je na vsa živa bitja, ki so mu prekrižala pot med sprehodom, na ljudi, mačke, pse, jasno, na miško, na kobilico, na 2 lastovki in zaspanega vrabca v živi meji. Bevskal je, ko je videl na televizijskem zaslonu pse, tigre, surikate, delfine, pikapolonice, vlake ali letala, celo med risankami narisane živali, zmaje, kočije, prince in princese. Ko so se peljali z avtom, je lajal na mimo bežeče smreke, ki so v resnici stale čisto pri miru, na prometne znake, na hiše, kozolce, ute, smetnjake in avtobusna postajališča. Skratka, vzrokov in povodov za lajež ni nikoli zmanjkalo. Toda nekega dne so Boksija po dolgem prijetnem sprehodu našamponirali, splaknili, zdrgnili in ovili v mehko, toplo brisačo ter ljubeče odnesli do kavča, da še malo podrema in se človeška ušesa spočijejo. Psiček je uživaško dremuckal na kavču. Po 1,5 ure se mu je dlaka že dodobro osušila. Zazehal je in se pretegnil. Čutil je, da je vse tako, kot mora biti, on sam pa v najboljši pasji formi za 3 brikete, pol skodelice vode in drin, drin, se je oglasilo od vhodnih vrat. Boksi je brikete pomaknil
na drugo mesto po pomembnosti, zajel sapo in zabel. Čakaj, ne končajmo te besede, ker se iz njegovega gobčka ni slišalo prav nič. Mogoče en pridušen umpf. Boksi je ostrmel, stresel z glavo, se junaško vstopil z zadnjima tacama, da bo imel lajež dovoljšen odriv, zajel sapo in umpf. Medtem je mama že odprla vrata in vzela od sosede skodelo slastnih skutnih štrukljev, ki so jim ostali od kosila, pa jih ne bodo pojedli, ker gredo zvečer na obisk k babi in tam bo hrane za znoret. Boksi je molče povohal topli zrak, odišavljen s skuto, maslom in drobtinami, ter kot po naključju stopil do ogledala v predsobi, da pogleda, ali je še takšen, kot je bil. Ogledalo mu je prijazno vrnilo odsev. Svetlorjav mešanec z zavitim repkom, mehka ušesa, zapognjena naprej, zgornji del gobčka zlatorjav, bradica, belkasta, vse tačke na mestu. Dobro, torej vse deluje, kot je treba. Boksi je odstopical mimo briketov do steklenih vrat na teraso ter se razgledal po vrtu in bližnji okolici. Na skladovnici drv pod orehom je počivala mačka. Aha, globoko je vdihnil, nasršil dlako, se dvignil na zadnje tace, zdaj bo videla, kar zvrnilo jo bo na tla ali vrglo vsaj 1,5 metra v zrak, nesramnico mačjo. Mačka mi je skozi priprte veke seveda opazila sosedovega bevskača. Toda mačke gledajo na svet hladnokrvno in nekoliko s prezirom. Redko kdo je namreč kos polnemu gobčku ostrih zob in 2x5 plus 2x4, skupaj torej 18, vselej nabrušenim nindža krempeljcem. Edina možnost za skakanje 1,5 metra v zrak bi torej bila, da bi mačka to hotela storiti, pa seveda ni. Zelene oči so opazile pasje naprezanje. Pretanjeni sluh je v možgane med kosmatimi ušesi dostavljal informacije o pomanjkanju zvočnih signalov, ki so običajno izvirali iz nikoli molčečega gobčka. Zanimivo. Mačka je zelo počasi vstala, se pretegnila in v ravni črti napotila proti psičku za šipo. Ob tej nesramnosti je Boksija skoraj zadela kap. On, veliki preganjalec vsega mačjega, neustrašni žvečač repov in cufač dlak, renčač z ognjeno sapo, ki vonja po krvavem zrezku, da bi ne uspel nagnati strahu v kosti običajni mački. Zdaj je bil on tisti, ki se je pognal v zrak. Skakal je in besnel, praskal s krempeljci po parketu, smrčkom in jezikom rosil steklo, pršil slino, kazal bele čekane in ježil dlako na plečih. Vse v popolni tišini. Niti bevskeca. Mačka je sedla tako blizu vrat, da ji je steklo sploščilo dlako na hrbtu. Mirno je zrla v daljavo, medtem ko se je za njo odigravala neslišna drama najhujše pasje stopnje. In izraz okoli njenega smrčka bi v besede prevedli nekako tako kot: izredno udobno posedam tu in niti malo se mi ne sanja, zakaj cucek za menoj potrebuje pomirjevala. Tudi člani družine so sčasoma opazili, da je njihov ljubi knedeljček nekam molčeč.
Po tednu počitnic za ušesa so vendarle sklenili, da je takšna tišina nenaravna in zaskrbljujoča, ter se podali k živalskemu doktorju. V veterinarski ambulanti je zdravnik pregledal brezglasi gobček in pripadajoče ogorčeno kosmato telo. Aha, je rekel učeno in prijazno popraskal za ušesom najprej sebe, nato pa še psička. Jasen primer Laiatus insufficientis oziroma absentia beuscatorum. Vzrok? Ja, najbrž je vaš kuža porabil vse hohove za ta mesec. Kako? Se je začudila mama. Preprosto, je kimal sam sebi zdravnik. Ali veliko laja? Ves čas, je v zboru zatrdila družina. No, torej, ugledni avstralski znanstveniki so ugotovili, da ima vsak psiček mesečno na razpolago določeno število hohovov. Koliko je odvisno od velikosti in pasme. Manjši so običajno bolje založeni. Psiček torej laja in če je pri tem razumen in zmeren, se hohovi smiselno razporedijo po toliko in toliko na dan, kakšen dan več, kakšen dan manj, glede na dogodke, število mačk, dostavo pošte in tako dalje. Če pa ni tako razumen in zmeren, naš ni, je rekel oče. No, če je zaletal in eksploziven, je nadaljeval veterinar, potem se utegne zgoditi, da vso zalogo laježa izčrpa še pred koncem meseca in mora preživeti preostanek dni v tišini. Danes smo 29. je oče gledal na telefon. Trdite torej, da je pred nami še 2 dni miru, potem? Tako je prikimal zdravnik. Potem bo pa spet vse po starem. Boksiv, ki je sedel pod mizo in precejal informacije skozi ušesne dlake, so zažarele oči. Hvala, gospod veterinar, so se zahvalili Boksijevi človeški družinski člani. Kupili za nameček v veterinarski trgovini še konzervo Super Delicious Australian Dog Food in odšli domov. Sredi noči prvega novega dne v mesecu je po hiši zarohnelo. Boksi je lajal na stensko uro, ki je odbila polnoč, nato na pajka, ki je čemel v mreži v kotu hodnika in za dobro mero še na čevlje v predsobi. Njegovi ljudje so se vsak v svoji posteli s smehljajem na obrazu zasukali na drugo stran. Ja, norček naš. Saj, če se bo zdaj tako drl, bo pa konec meseca bolj mir. In so sladko zaspali nazaj.